Konjeniške prireditve niso običajen pojav v tem našem prostoru, pa vendar se veliko konjeniških prireditev zgodi tako ali drugače. Bodisi, da gre za konjenice, ki obiskujejo kraje predvsem v svoje lastno zadovoljstvo, gre lahko tudi za kasaške dirke, recimo v Šentjerneju, ki jih 3-krat na leto sedaj še pripravijo. No, novost oziroma nekaj, kar pa je običajno v prostoru in novost ni, to sem hotel reči, pa je zagotovo preskakovanje ovir in 26. se bo na Bajnofu to tekmovanje zgodilo. Preskakovanje ovir je delo, ki ga konji zlahka opravljajo, je zanimivo. Je predvsem zanimivo za gledalce in prav zaradi tega bomo spregovorili, kako na kakšen način pripraviti konje za tako tekmovanje. Ja, dresurno jahanje je eno od delovnih sposobnosti in opravil, ki jih konj upravlja v novejšem času. Ali pa takole vožnja vprek, ko poskušamo z vozom opraviti vse skupaj, ali pa skakanje prek ovir. To so nova dela, ki jih konji opravljajo predvsem z namenom, da dobijo svoje mesto v prostoru. Gre za to, da tista dela, ki so jih včasih opravljali na njivi, niso več v ospredju in prav zaradi tega je potrebno najti smisel, kot temu rečemo, smisel dela s konjem, smisel druženja s konjem. In prav preskakovanje ovir je ena od temeljnih nalog športno jahanje, mu še nekateri rečejo, s katerim se zagotovo zgodi vse tisto, čemu rečemo, konj je potreben, imam ga za nek določen namen. Posebej bi lahko rekel, da so naši lipicanci v slovenskem prostoru še nekaj več. Gre za kulturo, gre za nekaj, kar je znotraj tega našega prostora posebnost in ta posebnost buri duhove tudi v tem evropskem prostoru, saj bi naši sosedje radi vse skupaj dobili nazaj. Ali pa takole, ko smo na hipodromu v Šentjerneju gledali zmagovalnega konja v kasaških dirkah. Tudi šentjernejski župan se je ob priliki oranja z traktorji še na ta star način spopadal s tistimi temeljnimi nalogami, ki zagotovo pomenijo lahko tudi ohranjanje neke kulture, tradicije. Ali pa takole na Švedskem, ker ne mine niti en dan, da se ne bi dogajala tekmovanja, saj gre za prestiž. Gre za nekaj, kar je več v prostoru in velika količina ljudi se ukvarja z obiskovanjem takih dirk. Velik posel je to in kar veliko denarja se vrti okoli takšnih prireditev. Predvsem pa v zadnjem času vse bolj to postanja šport, ki mladim daje nek drugačen način razumevanja tega našega virtualnega življenja, ki na nek drugačen način pomeni druženja z samo naravo. Res, da je potrebno imeti veliko na razpolago pri preskakovanju ovir, ne samo denarja, tudi potrpljenja, dela in tako naprej, pa vendarno, ko se človek loti tega dela, je samo zato, da se pripravi konj in pa potem odtrenira, recimo, potrebno 3 do 4 ure na dan in to je že nekaj, kar se mora opravljati sleherni dan. Tudi zmagovati ni lahko, saj poleg tega, da je potrebno imeti dobro natreniranega konja, je potrebno vaditi. Meni se zdi, da predvsem v Lipici vse preveč vadijo, vse preveč pripravljajo konja za nekaj, kar potem niti ne pokažejo ljudem. Iščejo neko možnost predstavitve tega dela, saj vidite, tu so hodi, potem so tu ravnanja s konji z vajeti, ampak takrat, ko je potrebno oditi na neko tekmovanje, takrat pa lipicancev ni in škoda je izjemno velika. Mi bi lahko v slovenskem prostoru pripravili tekmovanja tudi posebej za lipicance. Tudi klubi bi bili zelo pripravljeni jih sprejeti na tekmovanja, saj so naš ponos, saj so preprosto nekaj, pri čemer slehernik vzdihne. Tudi to, kar sem rekel prej, koliko ur je potrebno postoriti in sedeti na konju, da dosegamo take stranhode, kot se temu reče.
pa vendar potem, ko je potrebno se skupaj pokazati, potem ni česar. Na Švedskem sem recimo videl nekaj povsem drugega. Tekmovanje v oranju z plugi, s traktorji je bilo zraven sestavljeno nujno tudi z oranjem, z konji. Potem je bilo zraven videti tudi tekmovanje v preskakovanju ovir. Skratka, tisto, čemur rečemo pomen in prikazovanje delovnih sposobnosti in druženje s konji, se da ne samo unovčiti, ampak se da s tem tudi živeti. Jasno, pri konju brez paše ne gre. Konji morajo biti na paši in predvsem paša je tista, ki že v temelju daje pri v teh razvojnih ciklih, lahko rečemo, konju izjemno velike možnosti. Mi recimo na Grmu, na kmetijski šoli, jih imamo še na položni legi, ker pravijo, da še toliko več dobijo, kot je potrebno. Železo je tisto, lahko rečemo v izvirnem smislu. Potem je hipodrom, ki daje možnosti, da na travnatih površinah spravimo skupaj pravzaprav tiste prve korake, ki so za takšno tekmovanje potrebni. In tu je seveda prostor vedno, ga je potrebno imeti pri konjih v izobilju. Pa naj si gre, kot sem rekel prej, za skakanje ali pa tako, kot gre tu v našem primeru za dresurno jahanje, se konji morajo nekje pripraviti na samo tekmovanje. Sam poznam kar veliko tistih posameznikov, ki doma v svojih družinskih krogih poskrbijo za to, da se trenira s konji. Imajo svoje lastne maneže, v katerih potem se učijo tekmovanj. No in družina Jordanovih iz Podravke ob avtocesti ima krasne pogoje za delo s konji, ne samo v tem smislu priprave mladih na tekmovanje, ampak tudi še za kaj več. No, na Bajnofu, na kmetijski šoli smo bogati pravzaprav zaradi tega, ker smo v prostoru našli sponzorje, da smo nabrali skupaj pesek, gre za mivko in pa ker je v tem času se gradila recimo avtocesta mimo šole in smo na tak način prišli do hipodroma, ki so bili do nedavnega samo 3 v prostoru. Konji so izjemno dragi in pa predvsem, ker se ne gibljajo več toliko v naravi, je poškodba pri takem skakanju kopit brez peska lahko hitro izjemno velika. In predvsem zaradi tega, ker so konji dragi in ker je v njih vloženo veliko dela, je delo na takem peščenem poligonu ali pa na takem tekmovališču nekaj, kar konja zaščiti pred mogočimi poškodbami. Istočasno pa je recimo preskakovanje ovir na takih peščenih poligonih tudi veliko bolj varno za same jahače, saj nikoli ne bi želeli, da bi se zgodila kakršna koli poškodba. Tu sedaj opazujemo naše domače jahače Konjiškega kluba Krka Novo mesto, ki se lahko rečem pojavljajo v vseh parkurjih slovenskega prostora. Tu vidimo postavljanje zapreg, tudi tu zraven je veliko tistih, ki morajo poskrbeti, da se samo tekmovanje začne. Tu so sodniki, tu so postavljavci parkurja, tu so učenci, ki se učijo pripravljanja recimo velikih prireditev. Tu znotraj so potem tudi poskrbeti je potrebno za same gledalce, pripraviti parkur do tistega, kar rečemo sam začetek. Takole se pri Jordanovih počasi pripravijo na samo tekmovanje. V neposrednem okolju svoje hiše, kot sem že rekel prej, so postavili manežo in že smo potem lahko na samem tekmovanju. In tu je ogrevanje, konji se namreč ogrejejo za predhodno, preden grejo recimo na samo peščeno površino. Tu se mi zdi, da je nekaj za nas Dolence, Posavce in Belokranjce izvirnega, pa vendar nekako ne krene cela zadeva. Enega samega tekmovalca imamo iz našega prostora in prav v teh dnevih bomo pripravili izobraževanje in če je kdo, kar pokličite me, bomo vas poklicali in pripravili, da se izobrazite recimo v takem tekmovanju. Ne, da gre čez drn in strn, ampak da se na tak način tekmovanje pravzaprav v pravem pomenu besede zgodi.
gre za vožnjo vprek, ki potem tudi tekmujejo, ali pa se uporabljajo za varen način dela z samimi temi, kot se reče, konji. No, tu vidite, na kakšen način se da vprega uporabiti tudi za turistične namene. Tu gre za našo šolo v Ptuju. Prav kmetijska šola ji je pomagala, da smo prišli tudi do konjev, in da se zdaj izobražujejo za te potrebe. In prav vožnja vprek, v tem primeru s haflingerji, v tem primeru s frizicem, je tista, ki na nek način bolj potegne v ptujskem okolju, kot pa recimo samo preskakovanje ovir. No, pri nas pa se naši jahači spopadajo z ovirami, lahko bi rekel, na lahki način in dosegajo v prostoru izjemne vrhunske rezultate. Na državnih prvenstvih, na lokalnih prvenstvih, v tujini, vse povsod smo pravzaprav lahko ponosni, saj nas predstavljajo jahači z rezultati, ki so potem na koncu zanimivi, občudovanja vredni, saj smo pred 15-16 leti začeli s tem delom na kmetijski šoli. Nekateri preje, pa vendarno vsi skupaj pravzaprav bolj, tako bi lahko rekel, za lastno veselje. Nekateri so riskirali popolnoma vse in svoje lastno imetje, veselje in tako naprej in vložili v to delo veliko truda, nekateri zaradi lastne zabave, nekateri zaradi pomena druženja s konji. Dresurno jahanje kasneje, letos bo na BAJNOF državno prvenstvo ali pa zaključek državnega prvenstva, ne vemo še povsem natančno. Pri dresurnem jahanju pa gre za srečevanje konja in pa jahača, ko pravzaprav iščeta vso tisto statiko, mehaniko, motoriko pri samem konju, predvsem z namenom, da obvladujeta gibanje. To se pravi, jahač obvladuje gibanje konja. No, če smo prej Jordano videli, kako se je pripravljal doma, ga tudi vidimo, kako bo napadel ovire in mislim, da je predvsem tisto, kar bi naj bilo generalno sporočilo to, da si želimo na BAJNOF-u več gledalcev, več tistih, ki bodo drugače razmišljali v samem tekmovanju. Ni to nekaj, kar bi bila veličina, ni to nekaj, kar ni možno doseči. Pri nas je učenec recimo z našim konjem v dvoletnem programu izobraževanja na 6. stopnji, torej na višji šoli, dosegel vsa potrebna znanja in s konjem Las kmetijske šole sicer zmagal na prvenstvenem nastopu, sicer v nižjih parkurjih na 1,10 m v slovenskem prostoru. To je tisto, kar daje pravzaprav možnost slehernemu, da se s takim tekmovanjem spopada, se sreča in da se druži s konjem tudi, lahko rečemo, na strokoven način. Ne da bi podcenjeval, bog ne daj, tistega, kar počnejo ljudje ljubiteljsko s konji. Ampak gre preprosto za to, da je lahko nivo druženja predvsem v smislu varnosti, potem varovanja konja pred poškodbami, samega sebe pred poškodbami in nenazadnje tudi vseh ostalih udeležencev v prometu tisto, zaradi česar se lotimo takega izobraževanja, lotimo teh tekmovanj, pa če potem gremo ali ne gremo na samo tekmovanje. Mnogi namreč mislijo, da je to prevelik nivo in se potem, lahko rečem, ne udeležujejo srečanj s temi tekmovanji. To je za njih nezanimivo, ker enostavno razmišljajo o tem, to pa jaz ne bom dosegel, to je za mene povsem previsoko, preveliko in nedosegljivo, ali kako bi temu rekel. Namreč takole jahanje, osnovno jahanje na dresurnem tekmovanju da možnost, da se srečate z vsemi tistimi prvinami in pa predvsem z vsemi tistimi kontrolami pri konju, ki so potrebne, predvsem v smislu varnega jahanja. Če pa se še takole pojavite na tekmovanju, je to še tolikaj več. Recimo, lipicanci se takih tekmovanj ne udeležujejo, ker tudi razmišljajo, da so predvsem v tem smislu ne dosegajo vrhunskih rezultatov in da jih sodniki velikokrat
pri ocenjevanju recimo oškodujejo. Pa ne gre preprosto za to, gre za to, da konj svoj smisel dobiva skozi tako druženje, ki mu rečemo tekmovanje, skozi tak način razmišljanja, da jaz osebno se srečam, lahko rečem, pokažem ali pa preizkusim v določenih sposobnostih dela s konjem. In to je dejansko veličina, ki potem na koncu daje neko osebno zadovoljstvo in neko vrednost temu konju v prostoru. Kar tako malo čez drn in strn je nekaj povsem drugega, kot pa takšno delo, ki je, lahko rečemo, kontrolirano. Nekateri jahači so to začeli, pa so se potem kasneje začeli ukvarjati s tekmovanji zgolj še enkrat, dvakrat na leto za svoje lastno veselje. Tu gre za enega od naših članov konjiškega kluba Krka Novo mesto, ampak vendarno se dosegajo znotraj tega, lahko rečem temu, neke večje vsebine, nekaj več se doseže. Pri dresuri nekoliko kaj bolj varno, se pravi, to je za karakter človeka, ki ni temperamenten, ambiciozen, spet za druge, tu dekleta skoraj da bi lahko rekel prednjačijo, pa dosegajo in posegajo in se udeležujejo predvsem tekmovanj v preskakovanju ovir, ki so veliko bolj temperamentna dejavnost. Potem je tu potrebno veliko več teh motoričnih sposobnosti, ki zagotavljajo to, da ostaneš recimo na hrbtu konja. Tu gre tudi za premagovanje strahu in predvsem se tu zgodi neka določena samozavest, ki jo človek velikokrat v življenju potrebuje. Tu gre za premagovanje stresa, tu gre dejansko za tisto, čemur rečemo bolje na konjevem hrbtu, kot v gostilni za šankom, bog ne daj z iglo v roki. In to veliko ljudi ve, saj je konj tudi bitje, ki predvsem pomaga človeku tudi v tem terapevtskem smislu. Če ne bomo s konjem več okopavali krompirja, kar pa glede na vse razmere na trgu in pa v tem globalnem svetu niti ni povsem zanemariti, morda bomo morali še kdaj zapreči konja, mu nakositi in z njim okopati krompir. Tudi energetsko je to veliko bolj zanimivo. Pa potem takole na hrbtu, na tekmovanju v soboto, nedelja, predvsem tisti, ki imate radi druženje z živalmi. Staršem pa bi lahko rekel samo to, če se hišni ljubljenčki, kot so mačka, pes in to hitro prepustijo v varstvo starejšim mamam, starim mamam in ostalim doma, pa se konj na nek način ne more. In mislim, da je predvsem tisto, kar iščemo, se pravi ta terapevtski učinek takrat, ko se ne more takle konj pustiti kar samemu sebi, predvsem v nekem ustvarjalnem smislu, zagotovo pojavi v smislu terapije. V nadaljevanju bi lahko rekel samo še to, da je pravzaprav tudi organizacijski del priprave samega konja, lahko rečem tudi življenja s tem konjem, nekaj, kar je drugačno, nekaj, kar v tem prostoru pravzaprav ali pa v človeškem življenju še mogoče boljše pusti neke trajne posledice. Otroci doživljajo te konje na svoj način, mladostniki, kadeti na svoj način, starejši na svoj način. Spomni se vedno, kako na kakšen način so prav starejši najemali konje, da so potem enkrat, dvakrat na mesec odšli na tekmovanje in to je bila tista veličina, ki je ne gre zapravljati. No in naj še enkrat rečem, čeprav je to, lahko rečem, tudi malo oddaje, reklame, na katero nismo navajeni. Na Bajnofu 26. boste lahko videli celoten sistem priprave takega tekmovanja z vsemi sodniki, z vsemi tekmovalci, ki bodo prišli iz vse Slovenije. Nekako preko vsega dneva to poteka, vmes z nekimi pavzami, kot se temu reče, ampak vendarno druženje s konji, s konjeniki, spoznavajem tudi takihle problemov, kot je tale, da se konj na tekmovanju ustavi, malo nepazljivosti, malo tega učinka sinergije med konjem in jahačem,
manj, kot bi je bilo potrebno in že se konj takole, kot je tu, ustavi. Tu pa so seveda potem tudi tisti problemi, ki jih potem rešujejo sodniki. Zato je organizacija takšnega tekmovanja izjemno zahtevna, veliko je vsega, kar mora biti zraven, pa vendar se mi zdi, če bi lahko upravičeval vse to delo, posebno zahvala sponzorjem, ampak pri delu bi pa lahko rekel, vedno se splača, veliko število ljudi pride to pogledati, to je nekaj, kar je veliko. Več pa se mi zdi to, da je druženje s konjem mladim omogočeno, dano in da v tem našem dolenjskem, posavskem, belokranjskem prostoru lahko rečemo, druženje s konjem na tekmovalni način je zagotovo možno. Sam pa morda nazaj tja na Švedsko, kjer so se pred vsemi nami, torej svetovno tekmovanje v oranju je bilo, postavili z svojimi plugi, z starodobnim načinom oranja. In ko sem opazoval te orače, ko sem opazoval te tekmovalce, vam bi rad rekel samo to, da je bilo znotraj tega veliko več natančnosti kot potem kasneje na samem oranju. Predvsem pa se je videla ljubezen in pripravljenost pravzaprav na ta korak s konjem na nek drugačen način. Orali nismo več za pšeničko, orali smo pravzaprav za to, da bomo se predstavili, da bomo ohranili namen samega konja. Tu pa pri nas je v takem dresurnem jahanju ali pa v preskakovanju ovir, kot bo sedaj, skrit tudi ta naš ponos tega kmečkega naroda, ki zna vzgojiti take konje. Nenazadnje pa bi rad rekel takole, če se lotevamo takega življenja, športnega življenja s takim konjem v Ljubljani, to stane tam nekje 600, 700, 800 evrov, pa se vam bo glih tako, ravno tako na tekmovanju zgodila takšnale nesreča. Če pa doma v tem našem prostoru poskušate živeti s takim konjem, pa je potrebno vzeti v roke koso, nakositi za konja, ga spustiti na pašo in že lahko takole na konjevem hrbtu pojezdite novim zmagam naproti. Ni potrebno, da je to tako drago, ni potrebno, da nekje služimo, ampak potrebno je imeti čas, željo, voljo in že smo lahko na tekmovanju s konjem. Jasno, mogoče malo prihrankov, saj gre včasih tudi za prevoze takih konjev. No, če si pa odločite, da boste obiskali 1 do 2, 3 tekmovanja, kar je običajno na leto, pa to tudi ni tako hudo drago. Kot sem že rekel, prej se bomo lotili v tem našem prostoru ne samo preskakovanja ovir, tudi vožnje z vpregami. Predvsem pri vpregah bi rad opozoril tiste, ki bi se želeli izobraževati, da se lahko prijavijo na brezplačno izobraževanje za potrebe konjeništva, vožnje vpreg na kmetijski šoli. Istočasno pa, da je seveda to druženje s konjem v Konjniškem klubu Krka odprto. Klub deluje predvsem z namenom popularizacije dela z konji. Predvsem nam gre za delo z mladimi, to pomeni, da se šolamo, da se učimo preskakovati ovire, da na nek način tekmujemo. To je tisto, zaradi česar se tega lotevamo. Istočasno pa je to tudi seveda možnost, da predvsem naš dolenjski, posavski in belokranjski prostor v slovenskem prostoru predstavlja tisto, čemur lahko rečemo delo s konjem. Namreč gre za delovne sposobnosti konja, ki so predvsem za ljubitelje živali, za varstvenike živali, bi lahko rekel, v nekem smislu jim je potrebno to tudi doreči. Na tak način se osmisli konj. In mislim, da predvsem, ko gre za lipicance, če bi pri njih te delovne sposobnosti bolj naravnali izven kulturnega okvira v ta delovni, zadovoljevanje določenih delovnih pogojev, bi se smisel tega dela zagotovo podeseteril, če ne vsaj še enkrat večji bil za takšne konje.
pri vožnji vpreg bi lipicanci bili lahko čista veličina v evropskem prostoru. Pri organizaciji tekmovanj, posebej za lipicance, recimo v dresurnem jahanju, pa bi lahko dosegli še kaj več. In to mislim, da je pri delu s konji zanimivo. Naj dodam še to, da predvsem na 6. stopnji delo s konji obravnavamo tudi šolsko, kot določen modul se ponudi našim študentom, da se s tem delom srečajo še veliko bolj v smislu dela, organizacije, priprave in vodenja takšnih večjih prireditev. In to je tisto, kar potem na koncu velja in kar moramo v prostoru pravzaprav poveličevati, če hočemo druženje s konjem doseči na nek drugačen način. Konji bodo skakali, za to gre. Predvsem pa je možnost iz tega ven to, da lahko dolenjski, posavski in belokranjski konjeniki takšna tekmovanja obiskujejo širom po Sloveniji. Gre za to, da v Konjeniški zvezi organizirajo vse tako, da moramo pripraviti tako tekmovanje tudi v našem okolju, če se hočemo udeleževati drugih tovrstnih tekmovanj po slovenskem prostoru. Velika večina pa je to, da veliko mladih, da ne bi izgubljalo čas v gostilnah, lahko s konjem pojezdi v neko drugo smer, na nek drugačen način se sreča z življenjem. Konj je velika žival in velike so tiste resnice, o katerih mogoče še kdaj drugič.